Leta 2010 je Slovenska vojska v sklopu klirinškega dolga prejela večnamensko patruljno ladjo razreda Svetljak. 21. novembra istega leta je ladja, krščena Triglav, iz Sankt Petersburga slavnostno priplula v koprsko pristanišče. Tako je takratno priplutje komentirala obrambna ministrica Ljubica Jelušič. Je tudi ena najsodobnejših in zagotovo ena najmlajših ladij v Jadranskem morju. Kaj hitro pa se je izkazalo, da so bile besede o najsodobnejši ladji vseeno rahlo preuranjene. Ladja je k nam priplula s kar nekaj pomanjkljivostmi. Glavno orožje, 6-cevni 30 mm top, ni deloval zaradi okvarjene hidravlične črpalke. Tak isto ni deloval protiladijski raketni sistem Ataka. Še več, ladja je bila grajena po ruskih vojaških standardih, ki pa niso kompatibilni z zahodnimi NATO standardi. Že v podpisu dogovora za delno kompenzacijo dolga so vedeli, da prevzemajo ladjo s precej neznankami, kar je kasneje pri vzdrževanju in pridobivanju certifikatov tehnične ustreznosti povzročilo kar nekaj problemov. O prevzemu pa ni bila niti sklenjena pogodba z ruskim vzdrževalcem. Zakaj je torej prišlo do prevzema ladje? Glejte, to ladjo je Republika Slovenija, Slovenska vojska dobila skozi en poseben mehanizem. To je bila kompenzacija kliringa, tako imenovanega, se pravi ekonomskega poslovanja med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Ruska federacija se je v enem obdobju, ko je njihova ekonomija začela dobro laufati, tam nekje leta 2006-2007, ponudila Republiki Sloveniji, da bi vrnila te dolgove iz časa tega kliringa. Ponudba je bila, vrnejo lahko, so ponudili vračilo v obliki oborožitvenih sistemov ali industrijskih proizvodov, ne vem, opreme za elektrarne ali nekaj podobnega. Tako da mi, Slovenska vojska, smo imeli ponujeno, ali želite vzeti ladjo. Takrat, spomnimo se, to govorimo o letu 2008, ko je začela ekonomska kriza v svetu. Takrat ni bilo, v Slovenski vojski je proračun za obrambo v Sloveniji je drastično padal. In tudi ni bilo v načrtu, da bomo prej, da bi šli v nakup take ladje. Ta prilika se je ponudila in mi smo to priliko sprejeli z veliko neznankami, kar nam je potem precej sivih las povzročilo, bom rekel, v uvajanju, v uporabi. Zakaj? Zaradi tega, ker Rusi so ponudili vzemi ali pusti, kar pomeni, ponudili so ladjo tega tipa, v pogajanjih je bil dosežen, kaj nam lahko dajo, in ladja je bila grajena z predpostavko, to je ladja grajena po ruskem vojaškem standardu. Ruski vojaški standard je pa nekaj zelo različnega od tega, kar so naši standardi, in temu primerno je bila narejena. Mi nismo imeli možnosti tam izbire. Kar smo izpogajali, ko smo ladjo nabavljali, smo zahtevali pogon, da so motorji nemški, to smo uspeli in neke modifikacije. Sama ladja kot taka je bila pa dostavljena izdelana po ruskih vojaških standardih, kar je pomenilo, da je ta izdelek je narejen tak, kot je. Pač ima neko življenjsko dobo, verjetno prirejeno ruskim potrebam, njihovemu sistemu vzdrževanja. Mi nismo imeli s proizvajalcem od dobave sklenjene dodatne pogodbe za vzdrževanje. Čeprav v začetku, ko smo nabavljali, je bila predvidena možnost tudi tega in še nekih sukcesivnih drugih pogodb, ampak te pogodbe niso bile potem sklenjene zaradi tega, ker je ponudba bila strani Ruske federacije za vzdrževanje je bila nesprejemljiva. In mi smo rekli ne hvala, mačka v žaklju, oziroma tega ne želimo, ker ocenjujemo, da za ta denar, ker ga vi zahtevate, ne bomo to sprejeli, in smo pač sami morali zagotavljati, iskati rešitve. Večnamenska ladja Triglav je navkljub različnim standardom gradnje trikrat sodelovala v vojaških operacijah v okviru NATO. Prvič že leta 2013, ko se pridruži operaciji italijanske vojne mornarice Mare Nostrum pri iskanju in reševanju beguncev na poti v Italijo, ter dvakrat v mednarodni operaciji Evropske unije proti tihotapcem migrantov NAVFOR Med Sophie v Sredozemlju. A tudi ob udeležbi na mednarodnih operacijah se v medijih pojavljajo kritike v neustrezni oborožitvi ladje, zaradi česar naj ne bi bila učinkovita ob morebitni konfrontaciji s sovražnikom. Poveljnik 430. mornariškega diviziona nam je razložil, da je najprej potrebno razumeti, za kakšne spektre delovanja ladja sploh namenjena. Namenjena je namreč operacijam nizke intenzivnosti. Torej, vojaška ladja, večnamenska patruljna ladja Triglav je namenjena različnim spektrom delovanja. Tukaj moramo ločiti pri vojaških operacijah operacije nizke intenzivnosti, katere se predvsem govorimo o operacijah, varnostnih operacijah, v katere spada tudi obvladovanje problematike vezane na begunce, na migrante.
Drugi spekter so pa bojna delovanja, za katera je za določen spekter namenjena tudi ladja Triglav. Ladja Triglav je bila nabavljena v Ruski federaciji, grajena po ruskih standardih in namenjena za določen spekter delovanja, predvsem delovanja nizke intenzivnosti. Originalno je ta ladja namenjena nadzoru meja in temu primerno je v tej konfiguraciji, kar je bila nabavljena ladja Triglav skladno z našimi zadevami, primarno namenjena operacijam nizke intenzivnosti, katere so lahko tudi del NATO-vih operacij. Poleg kritik o nepopolni oziroma nedelujoči oborožitvi so se pojavljale tudi take, ki so trdile, da je ladja, izdelana za plutje po Črnem morju, neprimerna za delovanje na odprtem morju, temveč zgolj na obalnem pasu. Ja, glejte, Triglav je bil 3-krat napoten na mednarodne operacije in misije v Sredozemlje, deloval je v območju centralnega srednjega Mediterana, torej zakaj ne bi bil namenjen? Ladja je namenjena delovanju v okviru teh meja, bom rekel, za katera je konstrukcijsko zgrajena. In tukaj govorimo o stanju morja, ladja je namenjena za delovanje do stanja morja 5 po buforu, preživetja do 7 in to je tista meja, o kateri lahko govorimo, ne glede na to, ali je to 5 mil od obale ali je to na sredi Mediterana in temu primerno se načrtuje tudi delovanje ladje. Tudi ostale ladje, katere so bile v tej operaciji, ker smo sodelovali, veliko večje, ko je bilo slabo vreme, ko so bili 6-7 metrov valovi, niso bili na morju, so se tudi umaknili v pristanišče. Kar pomeni, da bi lahko ščitila tudi slovenske teritorialne vode. Ob tem je treba seveda vedeti, da taka ladja ne more delovati samostojno, ampak vedno deluje v okviru širše vojaške zmogljivosti. Triglav, zopet tukaj moramo govoriti o vprašanju najprej vojaške zmogljivosti, gledamo, kdo je na drugi strani, kdo je nasprotnik, kakšna je grožnja in temu primerno je ladja primerna, je namenjena za delovanje v obalnem delu v osnovi, ta vrsta ladje, ta ladja je patruljna ladja, je namenjena delovanju prvenstveno v obalnem območju. Se pravi, zdaj tukaj je potrebno gledati, kdo je grožnja, kaj lahko pričakujemo, kaj ocenjujemo, kdo bi lahko bil jutri grožnja in proti tem grožnjam, bom rekel, katere se pričakuje, lahko deluje. Jasno, da ne moreš zagotoviti, da bo ladja samostojno tudi delovala. Ladja zmeraj deluje v kontekstu širše vojaške zmogljivosti, v katero so vključene tudi druga plovila, bodisi domača, bodisi zavezniška. Potem so tukaj zmogljivosti zračne obrambe, kopenskih sil in tako dalje. Se pravi, tukaj ne moramo zmeraj gledati samo ene same ladje, ampak je treba vzeti kontekst vojaških zmogljivosti, katere sodelujejo v operaciji na strani zavezniških sil. Vendar vseeno, glede na velikost slovenskega obalnega prostora se zdi, da bi bil bolj smotrn nakup več manjših, hitrih in zato agilnih čolnov oziroma ladij, kot je na primer patruljna ladja Ankaran. Spet odvisno od nasprotnika, pove Tomažič. Tukaj ponavljam, bom rekel, nekje odgovore. Kdo je nasprotnik, najprej moramo reči, proti komu delujemo, se pravi, tukaj nasprotnik opredeljuje to, kakšno zmogljivost mi radimo, da se bomo soočili z nasprotnikom. Ja, je primerna, ker Ankaran je namenjen določenemu spektru delovanja. Hitremu, ja, zelo idealno za delovanje, tudi v Izraelu je bil izdelan, nabavljen ta ladja pred dobrimi 27 leti za določen tip delovanja in za neposredno obrambo, bomo rekel, je najbolj idealen Ankaran, za vse ostale operacije pa je idealen tudi Triglav in je tudi, bom rekel, zlasti v slabših hidrometeoroloških pogojih veliko bolj zmogljiv kot Ankaran, katerega omejujejo visoki valovi, vetrovi in vse. Tukaj je treba tudi to pogledati, v kakšnih pogojih zahtevnosti morja lahko katera platforma na morju deluje. Iz prebiranja medijev je bralec morda dobil vtis, da je ladja več na popravilih kot v operativni rabi. Tudi trenutno je namreč nastanjena v Tržaškem suhem doku. Toda to, da je ladja manj časa v operativni rabi kot na popravilih, po besedah poveljnika ne drži. Mi smo ladjo v Slovenijo pripeljali, če se spomnimo, novembra 2010. Prvi 2 leti, praktično skoraj 2 leti, je bila faza uvajanja ladje v operativno uporabo, ko smo določene postopke uvajanja, usposabljanja, pisanja navodil, testiranja se učili na tej ladji izvajali. Praktično tam nekje od junija, mislim, da je bilo junija 2012, je bila ladja uvedena v operativno uporabo in od takrat naprej je bila ladja v uporabi. Ladja je v uporabi in dela
to, za kar je namenjena. Ne? Slovenska vojska, glavna naloga Slovenske vojske je usposabljanje. Usposabljanje, in to je večino časa tudi počela posadka z ladjo. Se je usposabljala za svoje delovanje. V tem času je bila 3-krat napotena na mednarodne operacije in misije. Konec 2013 je bila prvič napotena na italijansko vodeno operacijo Mare Nostrum Lampedusa, mesec in pol dober, ko smo dobili zelo dobre izkušnje za delovanje, za uporabo ladje v operacijah v tujini, in potem je bila 2-krat napotena v operacijo EUNAVFOR Irini, oziroma Sofija, to je bila ime Sofija, leta 2015-16 4 mesece in potem 2018 ponovno 4 mesece je bila napotena dejansko na operacije, za katere se je pa potem prej posadka usposabljala. Ladja je bila praktično v uporabi za vse te namene do konca avgusta 2020, ko smo ladjo premaknili v ladjedelnico v Trst, kjer se izvajajo od takrat vzdrževalna dela, zahtevna vzdrževalna dela, rečemo tako rekoč remont ladje. Torej, ladja je bila v preteklosti že na tekočih vzdrževanjih, podobno kot zdaj. Bo pa tokrat izvedeno tudi investicijsko vzdrževanje, ki je zahtevnejše. Ob tem bodo na ladji izvedli tudi posodobitve, zato da bo kompatibilna z NATO standardi in bo lahko sodelovala v NATO-vih operacijah. Posodobitve bodo vključevali nadgradnjo komunikacijskega sistema, zamenjala se bo oborožitev in ostalo. Pri vzdrževalnih delih moramo najprej v osnovi ločiti tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje ter posodobitve. Se pravi 3 ločena področja. Mi zdaj trenutno izvajamo tekoče vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje se izvaja na ladjah skladno z pogodbo. Mi smo pogodbo z razpisom pridobili leta 2020, praktično smo junija meseca dobili, je bila veljavna podpisana pogodba za vzdrževanje ladij, za obeh ladij, vključuje in Triglav in Ankaran, in to je bila podlaga, da smo ladjo lahko takrat dali iz uporabe v vzdrževanje. Praktično je ladja se premaknila v ladjedelnico na dejansko vzdrževanje šele konec avgusta, v začetku septembra, ko je ladjedelnica imela vse potrebne pogoje, da smo ladjo dvignili iz vode in jo dali, bom rekel, na kopno, kjer trenutno se nadaljujejo tekoča vzdrževalna dela. Investicijska dela je druga kategorija, katera vključuje dela, zahtevnejša dela, s katerimi zamenjamo določene kompleksne sisteme na ladji. In ta, se pravi, dela ne moramo izvajati skozi obstoječo pogodbo, katera je namenjena tekočemu vzdrževanju ladij. Ravno sedaj je v razpis za to področje je zdaj Ministrstvo za obrambo objavilo v marcu mesecu, in pričakujemo oddajo ponudb interesentov, kateri želijo sodelovati v tem sklopu. To je prvi sklop tega razpisa za investicijsko vzdrževanje, v katerem nameravamo zamenjati na ladji sistem prezračevanja, protipožarni sistem elektronskega nadzora delovanja vseh sistemov. Se pravi, to so zahtevnejši kompleksni sistemi, katere bomo skozi to dodatno pogodbo, katera bo sklenjena, jaz upam, letos v juniju, najkasneje julija meseca, za izbranim ponudnikom, če ne bo nekih pritožb, nekih zapletov, in bo potem to, kar načrtujemo kot investicijsko vzdrževanje v roku 1 leta od podpisa pogodbe, izvedeno. Potem so pa še posodobitve, se pravi, nadgrajujemo ladjo z nekimi novimi sistemi, zato da bo namenjena novemu spektru delovanja, da bo lahko delovana, da bo v bistvu kompatibilna za delovanje v NATO-vih operacijah. Se pravi, tu bomo zamenjali oziroma nadgradili sistem komunikacij, zvez, satelitskih, radijskih zvez, zamenjali bomo tudi oborožitev, se pravi, ruska oborožitev se odstranjuje z ladje kompletno in se bo zamenjala z oborožitvijo v NATO spektru. Zamenjali bomo še nekaj drugih oziroma nadgradili, posodobili nekaj sistemov, opazovalnih sistemov, zato da bo ladja namenjena, opravljala lahko NATO-ve operacije skladno z NATO standardi, to, kar ima NATO, kar zahteva za sodelovanje v operacijah NATO. Torej, vemo, da ladja potrebuje redno vzdrževanje. Potrebuje investicijsko vzdrževanje ter nujne posodobitve, ki se bodo izvedle v kratkem. Po trditvah poveljnika prav z rednim vzdrževanjem in posodobitvami ohranjamo oziroma celo daljšamo življenjski cikel take ladje.
Ja, v redu, to je zanimivo vprašanje, ne? Ampak odgovor na to ni enostaven. Zdaj, zakaj ni enostaven? Mi moramo gledati skozi življenjski cikel take ladje, ne? In življenjski cikel vojaških ladij v povprečju se giblje med 20 in 30 leti. To odvisen je predvsem od tega, koliko, bom rekel, lastnik, država, katera ima vojaško ladjo, vlaga v vzdrževanje, v posodobitve, ne? Imamo primere tujih NATO-vih držav, poznam, so ladje stare, recimo pri Kanadi, mislim, da so ladje njihove fregate stare okrog 40 let in so jih krepko preko 30 let in so jih, bom rekel, par let nazaj krepko posodobili, prenovili in nadaljujejo naprej svoj življenjski cikel. Zdaj tukaj mi pri Triglavu nekje ocenjujemo, da bi ladja, pričakujemo, da bo ladja ostala vsaj 25-30 let njena življenjska doba. To bo odvisno od tega, bom rekel, predvsem koliko bomo vlagali v vzdrževanje. Mi lahko zamenjujemo, posodabljamo, vzdržujemo ladjo in s tem vzdržujemo njeno operativnost. Se pravi, koliko ima lastnik denarja in ga vlaga, toliko se lahko podaljšuje življenjska doba. Seveda pa to vključuje temu primerne stroške. Pričakovati gre, tako Tomažič, da se za vzdrževanje ladje v njenem življenjskem ciklu porabi približno toliko, kot je sama vrednost ladje. V začetku so ti stroški nižji, z leti se zvišujejo. Je pa izvedba posodobitve na ladji nujna, se zaradi določenih sistemov, zgrajenih po ruskih standardih, nadzorni kvalifikacijski zavod ni želel izdati tehničnega potrdila ustreznosti. S posodobitvijo bodo pomanjkljivosti odpravljene. Tukaj niso linearni stroški. Se pravi, jasno, v prvih 10 letih, v prvih 5 letih uporabe ladje so ti stroški nižji, ker ne zahtevajo zamenjave določenih sistemov. Potem so pa življenjska doba posameznih vgrajenih sistemov odloča o tem, kdaj jih bomo morali zamenjati in potem temu primerno se višajo ti stroški. Mi smo zdaj prišli po 10 letih uporabe, ker smo leta 2010 začeli s tem remontom, po 10 letih, kar je bila ladja pripeljana v Slovenijo, morali predvsem to, kar je bilo ruskih sistemov naprav, v celoti zamenjujemo. Smo jih že odstranili oziroma je v fazi zamenjave to, kar sem tudi rekel, recimo prezračevalni sistem, klimatizacija, to, kar bomo zdaj protipožarni sistem. So sistemi, ki so narejeni po ruskih standardih. Niso kompatibilni, niso ustrezni zahodnim standardom, tudi tem standardom tehničnih, katere mi uporabljamo, zato da rečemo, ladja je tehnično na ustreznem nivoju, zato da lahko imamo dovoljenje za plovbo s to ladjo. Pravi, tukaj so se zdaj ti stroški precej povečali. Generalno je, bom rekel, neko pravilo, da toliko kot si ti dal za ladjo, ko si jo kupil, pričakuj, da približno toliko boš moral tudi vložiti v vzdrževanje te ladje v njenem življenjskem. Se pravi, če zdaj govorimo tam o ladji, da smo mi za njo dali 35 milijonov, ker smo jo kupili, plus še neke druge zadeve, bi bilo realno po tej, bom rekel, neki taki splošni formuli pričakovati, da bo približno toliko potrebno v teh 30 letih nameniti tudi za vzdrževanje. Kompletno, vse 3 spektre, bom rekel, zato da boš imel ti v tem življenjskem ciklu ladjo namenjeno temu, za kar želiš. Mi smo do zdaj v ladjo, do tega remonta smo vložili zelo malo. Prav točne številke ne vem, mislim, da je okrog 1,5 milijona je bilo v 10 letih vse skupaj vloženo v ladjo, praktično nič tekoče, tisto nujno vzdrževanje. Potem smo pa bili prisiljeni zadevo ladjo ustaviti in začeti z obsežnejšimi, ker so določeni sistemi, prvič so bili narejeni po ruskih standardih, za katere nam tukaj nadzorni klasifikacijski zavod, ker nam izvaja tehnični nadzor, enostavno je rekel, vam ne damo več tehničnega potrdila o ustreznosti, ker so rešitve neona. Potem določene korozije so se pojavljale na ladji, zaradi katerih smo morali reči, zdaj stop, zdaj pa moramo narediti obsežno remont po pravilu, zato da bo ladja, ko končamo, ne taka, kot je bila, ampak bo veliko boljša, bo to neka nova ladja, ker bo narejena, ker bo imela elemente in sisteme noter, ker bojo skladni z zahodnimi standardi in da bo imela tudi potrebne papirje, certifikate za svoje delo in za varnost posadke na koncu. Vrednost tokratnega vzdrževanja znaša približno 7 milijonov evrov, pri čemer je treba vedeti, da omenjena cena vključuje tudi stroške vzdrževanja ladje Ankaran. Je pa že v pripravi razpis za 4-letno pogodbo za vzdrževanje obeh plovil. Junija 2020 imeli veljavno pogodbo. Ta pogodba je bila v začetku sklenjena za vrednost 6 milijonov evrov.
nadgrajena je bila skladno z zakonskimi možnostmi, smo jo zaprosili za povečanje konec lanskega leta in smo jo dobili odobritev z ministrstva, da iz te pogodbe lahko s pogodbenim partnerjem črpamo sredstva do višine 7 milijonov 800 evrov. To je pogodba za vzdrževanje obeh ladij. Ne govorimo samo o Ankaranu, mi smo do zdaj, bom rekel, na Triglavu v okviru te pogodbe nekje imamo izdanih naročil nekaj čez 6 milijonov evrov, medtem ko smo za Ankaran dobrih pol milijona denarja porabili v teh praktično od 2020 do zdaj. In zdaj počasi pričakujemo, da bomo mi to pogodbo izčrpali do, bom rekel, letos do konca poletja s temi deli, katera načrtujemo na Triglavu, da jih zaključujemo, ko predvidoma smo že začeli s pripravami za razpis nove pogodbe, kar bo za naslednja 4 leta omogočila potrebna vzdrževanja. To, kar bo potrebno, tekoče vzdrževanje na obeh, zato da bojo ladje funkcionalno delovale. V kratkem pričakujejo tudi oddajo ponudb na razpis za investicijsko vzdrževanje in posodobitve ladje. To, kar se tiče investicijskega vzdrževanja, posodobitve in preoborožitve, pa je stvar tega razpisa, zdaj, ker je zunaj, za katerega pričakujemo oddajo ponudb zunanjih, teh različnih smo imeli iz tujine precej interesa razpisa, ker je mednarodni razpis, evropski razpis. O teh številkah pa ne smem govoriti, ker so pač stvar razpisa in ne morem razkrivati zdaj teh številk, kolikor je. Dokler ne bo, ko bo razpis zaključen, ko bo pogodba sklenjena, se bo lahko o teh številkah zdaj enostavno ne smem govoriti, ker je to stvar razpisa. Da je ladja na suhem dlje, kot bi lahko bila, gre prav na račun prej omenjenih različnih standardov pri gradnji, kar pomeni, da morajo ustrezne komponente iskati sami. In tudi zdaj v ladjedelnici, ker smo, je precej izzivov zaradi tega, ker ladja, vse komponente se zelo razlikujejo od tega, kar je na evropskih trgih in potem to tudi podaljšuje krepko izvedbo zaradi iskanja ustreznih rešitev. Pa do tega, da je tudi ugrajene določeni deli, bom rekel, toplotnih teh zaščit, protipožarnih zaščit oblog so vsebovale tudi azbest, kar smo ugotovili šele zdaj, ko smo šli v ta remont, ker smo morali narediti kemične analize, predno smo se tega mi podatka prej sploh nismo imeli. Vse to je tudi potem podaljšuje vse te procese. Ob vseh orožarskih aferah, ki so se v Sloveniji dogajale od osamosvojitve naprej, je bila skepsa, prisotna v prevzemu večnamenske ladje Triglav, pričakovana. Razumljiv je bil tudi dvom v uporabnosti take ladje za varovanje slovenskega morja, saj to vendarle obsega vsega 326 kvadratnih kilometrov. Pa vendar je ob tem potrebno upoštevati, četudi nam to ni nujno všeč, da smo del Zahodnega vojaškega zavezništva in obenem tudi del operacij zavezništva, pri čemer uporabnost take ladje dobi nove dimenzije, sploh v smislu večjih vojaških enot. Tudi sicer je ladja že sama po sebi uporabna za varovanje obalnega pasu, vendar je to v osnovi patruljna ladja. In v nasprotju z raznimi oshkoši dejansko tudi uporabna za delovanje v slovenskem teritoriju. Morda drži, da lahko trdimo, da so Rusi predali s figo v žepu, saj niso predložili vse potrebne dokumentacije. Vendar drži tudi, da Triglav niti približno ne diši ali bolje ne smrdi po Patrii.